gotovo, da ne bi smel snemati. Prišel varnostnik, pa je rekel, da ne bo problem, da ne se spokam. Ok, preden pride policija, to se pravi, tole je Renault Megane E-Tech Electric. No tako, današnji vlog bom posnel v železniškem muzeju, tukaj praktično v sred Ljubljane. Jaz sem za ta plac že velikokrat slišal, ampak zadnjič sem bil pa prvič tukaj, ker sva s Sašo posnela par šotov pa par fotk s ta novim Rangerjem, Raptorjem. V glavnem, rad imam kontraste. Poglej, to je Renault Megane. Ne takšen Megane, kot si ga vajen. Ko pogledaš in razmišljaš, ko ga izkusiš, ko se z njim peleš, lahko na vse, kar si poznal v povezavi s prejšnjim, starim Meganom, kar takoj pozabiš. Gre za izjemno ekspresiven avtomobil, sploh če ga sonček poč s pravega kota. Mimogrede, za svetila so odgovorni Slovenci, Hella Saturnus, in po oblikovni plati sta dve stvari zelo zanimivi. Prva je to, kako zelo izstopa, kako predrzan je na zelo velik načinov. Druga reč pa, tale Megane E-Tech, v resnici, tudi ko zraven njega stojiš, zgleda večji pa daljši, kot je v resnici. Veš, če bi ti rekel, veš, da sta njegova tekmeca, kaj pa je svem, Cupra Born ali pa Volkswagen ID3, pa mogoče še celo Kona, 4,21 m. Pravzaprav gre za kompaktnega štromarja. Konkretno tale je postavljen tudi na zelo velika kolesa, 20-ke, pa kljub temu ostaja zelo udoben, ampak pridemo do udobja pol. Tak bulast je nabit, ampak v resnici je razmeroma nizek. Deluje kot en križanc, ampak v resnici je ena taka navadna navadna kombi limuzina. Še posebej zanimiv se mi pa zdi to, ker ta avto tako zelo polarizira. Ne toliko z videzom, ki je tako zelo odbit, niti ne s tehnologijo, ki ga podpira, ampak predvsem s to zelo veliko spremembo. Ne? Od zdaj naprej Renault Megane načeloma, ne pa v vseh primerih, pač pomeni nekaj drugega, kot je do zdaj. In take spremembe so včasih težko grejo skozi. Tudi zaradi kakšne cene ali pa takih nepomembnih reči. Mimogrede, te vizualni bombončki, detaljčki so tako krasni za gledati, za spremljati. Poglej recimo ta detalj zadnje luči. Mater stari, no, kako hudo pa seksi. A ni lepo, no? Stari, ko prvič ta avto vidiš, se spomnim, že nekaj časa nazaj je bila slovenska premiera, smo kar malo te begli, smo nekaj časa okrog hodili, da smo najdli vse tiste ornamente, ki ga delajo, tacga zanimivega. Recimo, daj pogledaj, tlele je tale loputa za štrom. Tudi semre je Renault dal en tak lušten logo. Fajn zgleda, ne? To, da škripa mi ni všeč. No zdaj pa, ker se mi zdi, da smo obliko tako na hitro že obdelali, mimogrede javite se v komentarjih, a vam je avto všeč ali ne. Pa velike drugih detajlov, ki tako drugače izstopajo, ali je to tale odprtina za luft. O žarometih, dnevnih LED lučeh smo že govorili, zelo so zanimive, plus poglej, takšne spretno speljane odprtine za speljevanje zraka okrog karoserije. Veš, take odprtine so na avtomobilih doskrat fake, samo da so neke zareze tam nekje, tukaj pa, vidiš, stvari delajo. Le, Renault si je dal del celo s pragovi, vidiš, še ti so na nek način okrašeni. Pa, ker smo že pri detaljih, tole je ključ, dobro poznamo in v tem je na nek način tudi problema. Veš, v čem je fora? Ta avto je povsem nov, vse je novo. Pa tudi se prijemo pol do tega, kakšna je kabina, kako te zna presenetiti pa poujčkati z udobjem, s tehnologijo. Renault, še vedno imate najboljši izdelek, najboljš dela od vseh, ampak mater vola. V vsem tem času, no, bi si mogoče pa že malo prilagodili tudi obliko. Pa pravite. Morda bi bila lahko tudi zelo malo tanjša. Pa všeč mi je recimo tudi, kako te pozdrav, ko priješ do njega, vrš oko na kljuko. O, dober dan. In seveda se kljuka pospravi, ko se ti od avtomobila odstraniš. Evo. Zdaj ga dam pa v senco, da vam pokažem kokpit. Klele, zraven te velike lokomotive. Mimogrede je železniški muzej, če še niste bili, mulčke propeljte, stari. To so, mislim, za videti je, poglej. Take velikane si lahko v miru gledaš. Krasno je. Evo, zdaj pa vržemo oko na armaturno ploščo, na kokpit na splošno. Jaz moram priznati, da sem bil s tem delovnim okoljem in tudi kabino na splošno v praktično vseh pogledih, vključno s prostornostjo,
všeč mi je bilo. A veš zakaj? Zdaj, jaz razumem, da mrskomu kakšen detalj ne ustreza. Nekdo bo rekel, poslušaj, a volan mora biti zgori pa spodaj raven, a ne mora biti v krogu. Meni recimo točno tako všeč, je tudi priročen in lahek. Pri takem pristopu recimo ne vidim praktično nobene pomanjkljivosti, popestri pa vse skupaj z obliko. Gremo naprej. Veš, Renault je bil vedno zelo dober v tem, da je znal prijazno, prijetno, zanimivo obliko združiti z uporabnostjo. Prepričan sem že, da si vrgel oko na zaslon. Tukaj imamo pokončenega 12 palcev, pa tukaj levo digitalna instrumentna, prav tako 12 palcev, ampak seveda položna. Zdaj pa imamo pa še naprej, da bomo kakšno stvar pošlatali, pa da vidimo, kaj prave blazince. Veš, je že tako, da ko pride nova generacija avtomobila, sploh če dvigne toliko prahu, je pomemben tudi ta dejavnik, da vse stvari res štimajo. Veš, kad cena je vse en višja, ne glede na to, da ti voziš štromarja, pa je to dražja tehnologija in tako naprej. Ko se ti začneš stvari dotikati, morajo štimati. In v tem primeru sem zadovoljen skoraj z vsem. Seveda je ogromno enih materialov, kombinacij odvisnih od opreme, ne? Ampak recimo konkretno tukaj alkantara na zgornjem delu vrat, pa potem tukaj tkanina po celem vrhu armaturne plošče. Plastika razmeroma mehka, tukaj malo trša kot tukaj, ker se jo večkrat dotakneš, tudi ker iščeš kljuko. Podobno velja za tale del, pa tudi tukaj spodnji del vrat se mi ne zdi slab, predvsem pa všeč mi je, da je predal obložen, da so stvari noter, da to ne poka. Edini material, edina plastika, ki pa me je zmotila, je pa točno tole stikalo, ki tudi ne deluje ne vem kako kakovostno, ampak se ga pa dotakneš, ko odpreš tale predal. No, tale... Pa če smo že tukaj, naj ti predstavim sredinski greben in vse, kar je povezano s tem, vključno z zaslonom za roko. Veš, Renault je vedno znal vključiti uporabne elemente v atraktivne oblike. Naslon za roko, en predal, drug predal, pa še eno odlagališče tukaj, pa še en cup holder tukaj, pa potem tole odlagališče, ki je razmeroma veliko, malo je šel stran. In tukaj noter te recimo pričakata ta dva elementa, s katerimi lahko razdeliš prostor, ali ga pa narediš večjega, bolj prostornega. Pa tukaj pod temi klasičnimi letalskimi stikali, s katerimi urejaš pa prilagajaš klimo, imaš še eno manjšo poličko, ki je sicer razmeroma uporabna. Sem noter daš telefon za brezžično polnjenje, ali pa odložiš kaj drugega, drobiš ali pa kaj. Ampak če je telefon prevelik, pa ga kar težko ven dobiš. Zdaj sem dal recimo noter mojega ta starega Mate 40 Pro, pa ko ga probaš zagrabiti, ker ne veš, kako bi ga... Veš, kaj je glih toliko širok, kot je širina pač celotne površine in pol boš tako pa... Oh, come on. Kdo mi je pisal? Kristjan Robeta. Ok, zdaj pa vmesnik. Meni se zdi grafično izjemno privlačen. To mi je bilo všeč. Jaz rad vidim lepe stvari, predvsem pa, da dobro delajo. Lega skoraj ni, oziroma večino stvari, ki premikaš, prilagajaš, dela zelo hiter. Pa se ti lahko pokažem, dajmo se malo sprehoditi v zgornjem delu zaslona. V tem primeru gledamo vozne programe, oziroma Renault Multisense sistem, Comfort, Eco, Sport, pa seveda personaliziran program, kjer si vse skupaj prilagodiš po svoje. Pa dajmo si pogledati še ostale reči, ogromen je za predelati. Recimo asistent parkiranja, tukaj si lahko prilagajaš vse, kar je povezano, od piskanja do sistemov, ki ti pomagajo pri parkiranju, ni da ni. 360-stopinjska kamera, seveda dela zelo dobro. Ole, lokomotiva tukaj, pa tukaj tudi. Pa seveda lahko zbiraš kote kamer, pa kaj boš gledal strani avtomobila, 360-stopinjski pogled, pač ni da ni. Vidiš? Pa daj vam pogledati še štrom, pogledaj, vidiš, takole je v podno umeščena baterija, spredaj je narisan elektromotor. Tukaj predeluješ različne nastavitve, kdaj bi polnil, kako bi polnil, malo si naštimaš, da imaš vse skupaj bolj zorganiziran, kaj se dogaja z baterijo. V tem trenutku je praktično čist polna, 90% štroma imam, ker v tem primeru piše za 226 km. Stari, zdaj z dosegom je pa tako. Jaz sem ga vozil večinoma po zim, pa zdaj na začetku pomladi. Jaz bi si upal reči, da bi z neko čist običajno, pretežno defenzivno vožnjo naredil tudi več kot 300 km. Jure Gregorčič na Motorreviji pa pravi, da je v poletnih mesecih, takrat so oni ta avto testirali lani polet, da so naredili lahko tudi več kot 400 km, kar se mi zdi tista številka, ki je nekako v zadnjih letih postala merodajna. Če kupiš štromarja za ne malo denarja in če ne zmore narediti 400 km, kva smo pa pol naredili? Kaj sem zdaj opazil? Zdaj ga petelinčka.
Poglej tamle, skriva se na robu vetrobranskega stekla. Bravo, take stvari so mi všeč. Aha, tukaj mi recimo piše tudi poraba, 22,6, ampak dajmo reči, da nisem vozil pretežno defenzivno. Je pa res, da v poletnih mesecih gre zlahka tudi pod 20. Se mi zdi, da bi se znala poraba gibati med 18 pa 21, če boš normalno vozil. Pa avto te zna tudi malo ceniti, ne? Zame prav, da imam normalen način vožnje, ampak je še kar nekaj prostora za izboljšanje, pospeševanje, vidiš, tukaj sem bil presurov, predvidevanje, malo boljš, pa si pa lahko nastaviš trening, pa ti on malo z nasveti pomaga, pa tako naprej. Preverite tlak in tako, valjda. Pa zdaj, ko brskam, sem se še nekaj spomnil, ne? Če se ti odločiš za ta avto, imaš avtomatsko, koliko že 5 let ne vrste Googlovo podporo, sem noter pade ogromen stvari, konc tudi Spotify, če greš na spotify.com/auto, pa si tam ustvariš svoj profil, pa imaš pa tam par paketov, čisto zastonj ni. Vem, tudi telefone se da zrcaliti na te zaslone, tako da ni zdaj to nuja. Ampak Googleova podpora, recimo, kaj pa jaz vem, tlele imamo tudi trgovino Play, seveda se moraš prijaviti v svoj račun in tako naprej. Skratka, tale Googleova podpora prvih 5 let, ko imaš avto, pa soš pa že kaj zmenil, ne. To se skupaj temelji na eni simki, ki je tukaj noter vključena, in pa so tudi vse posodobitve se zgodijo samodejno, brezplačno, pa na to Googleovo podporo je vezana valjda tudi navigacija na vse skupaj. V teh umestnikih se lahko tudi kar malo zgubiš, ampak v dobrem smislu. Se meni je fajn malo brskati po avtomobilu, če že imaš čas, ne. Tudi kakovost zraka lahko nadzoruješ oziroma prilagajaš, nastaviš ali samodejno recikliranje ali pa čistilač zraka. Ok, da ne bomo ves čas govorili samo o umestniku, skratka, jaz ga lahko samo pohvalim, način upravljanja je tudi razmeroma lahek, ta glavne stvari imaš pa drugače na volanu, pa klima tukaj let spodaj, fizično stikalo, to tudi nekaj šteje. Pa če si malo pobližje pogledamo tudi volan. Meni je recimo všeč, da vse tipke, ki so na njem, pa jih ni malo, da v resnici niso touch sensitive, ampak so klasična stikala, ki jih moraš klikati in to potem tudi slišiš in temu prilagajaš tudi svoj odziv oziroma upravljanje. I like this! Pa multisense, ne, upravljanje z voznimi programi imaš tudi tukaj, ne samo tam, ne. Gremo zdaj še malo drugo vrsto pogledati, tole jakno bom umaknil. Druga vrsta je pa zdaj tako, prostorskih čudežev, predvsem za kolena, ne pričakuj, ne pozab, govorimo, sedimo o kompaktnem avtu, prostora za glave, kolikor češ. Mogoče me malo moti kot sedenja, želel bi biti malo bolj, I don't know, kaj pa jaz vem. Čak malo. To sploh po rajtu nisem, a nimaš ti naslov na modelu, what? To me je zdaj malo presenetilo. Misli si, ker češ, USB, placa, dovolj, načeloma. Mislim, družinski avto, 2 otroka, brez problema. Gremo še kufr pogledati. Zdaj pri kufru je tako, ta prva stvar, ki me je presenetila, pa sem si mislil električen Megane, valjda bomo električna vrata za odpiranje pa zapiranje prtljažnika. Prtljažnika je za 440 litrov luknje, zares globoko, pa pazi, prosti, jaz imam tle ogromenih reči, še tukaj spodaj pol najdeš, vidiš, tukaj imam kabel za polnjenje, ga lahko sicer spravaš semle noter, vidiš, prostora več kot dovolj. Skratka, tukaj sem zelo zadovoljen, je pa res, da kad ti položiš sedeže, nimaš ravnega dna. To se mora pa vsak malo zase odločiti, da ga to sploh moti ali ne. Jaz verjamem, da to ni zdaj nek hud faktor, ko bi vplival, pa ne bomo vzeli, a veš. Dajmo avto nazaj na sonček, mimogrede. Tle desno od volana, ko pogledaš, ne. Kva kle ni? To se pravi, zgoraj imamo tole ročico, s katero izbiramo smer vožnje, to se pravi dol za drive, gor za R, pa P za parking, to je tale gumbak tukaj na strani, vidiš. Pa pod njim imamo za šipe pucati. Še pod tem je pa tisto klasično, čak sem malo, da ga najdem, Renaultovo stikalo za upravljanje z radijem, jakost, izbira programov in tako naprej. Mal je gužvice tlele, ne, ampak ni prehodov, pa treba se je navaditi, da zares zagrabaš tega, pa da ne spucaš šip po nesreči. Jaz sem parkrat rabil, zdaj sem se pa kar navadil, pa priješ v drug avto, pa začneš okrog volana mahati, zato ker si se pač To je dober sistem, to je Mercedes že dokazal, ima 100 let nazaj. O tehnologijah, kako pa drugače pomagajo, varujejo, preprečujejo, sploh ne bom zgubljal besed, o tem smo govorili že pogosto, konec koncev sem jaz ta avto že na Instagramu počez pa po dolgem predelu. Zdaj pa tako, meni se zdi ena druga stvar bolj pomembna. Kaj je značilno za Renault, predvsem za tiste, ki so nagnjeni k uporabnosti? Poleg, dajmo reči, prostora pa uporabnih elementov. Ampak meni se bolj od vsega tega, kar sem zdaj naštel, po tem, kar sem zdaj govoril, bolj pomembno zdi eno drugo vprašanje. Renaulti, predvsem tisti, ki so mogoče malo večji, bolj prostorni, so vedno znali ponujati 2 reči. Eno je uporabnost, povezana s prostorom, pa predvsem s preprostimi, intuitivnimi rešitvami, te ima, to sploh ni vprašanje. Druga stvar je pa udobje. Veš, električni avtomobili razmeroma težki, zelo hitro znajo zgubiti ta prav feeling na cesti. Udobje je zelo pomembno tudi zato, da si ti med vožnjo spočit. Ceste vemo, da imamo švoh in zato je to bolj pomembno vprašanje.
kako se pa ta avto pele. In vesel sem, da tukaj Megane E-Tech kljub vsem spremembam ni izgubil tistega, kar Renault dela Renault. To je pa, da uporabnosti prepne še udobje na cesti. To pa zna. Kljub velikim kolesom, mislim, da se da dobiti tudi manjše 19-ke, se nisem prepričan, če so 18-ke na voljo. Vozno udobje se mi zdi špica. Razloga sta dva. Prvič, kabina je zelo tiha, hvalim. Drugič, blaženje je zelo dobro. Dokler ne greš čez neko nerazumno mejo, kjer hitro ugotoviš, da to ni športnik. Logično, ampak običajno vsakodnevna vožnja, Renault vse pohvale. No, zdaj pa tako, o porabi smo nekaj malega že govorili, dajmo spregovoriti o pogonu. Torej, štrom, elektromotor, 160 kW, to je ta močnejša varianta, oziroma po domač 220 konjev na sprednja kolesa. Rad bi ti povedal, da elektronka nima veliko dela s tem, ampak elektronka ima veliko dela s tem kolesa. Če si ti agresiven, z fejst hoče praskati, pa pol daj počak malo. Polnjenje seveda imamo dva, ali imaš izmeničen tok do 22 kW na uro. To se pravi, dobre 3 ure pa smo sta hudga ven. Na DC, to se pravi enosmerni tok, pa pismo, čak, če se nam zdaj zmotil, 135 kW, aj to tista hitrost. Skratka, hiter either way, to pol urce, pa imaš 80, še več posto baterije polne. Zdaj sem gotovo, da ne bi smel glas snemati. Prišel varnostnik, pa je rekel, da ne v problem, da ne se spokam. Ok, se imamo zdaj še malo ceno. Ok, preden pride policija, to se pravi, tole je Renault Megane E-Tech Electric Techno EV60, to je kapaciteta baterije, 6 kWh, 160 kW je zmogljivost pogonskega sklopa, Optimum Charge. Kje je zdaj cena? Aha, tale avto, osnovna cena 46 590. Pa mogoče še kaj gor rukneš, pa pridemo na to, kar vozim. Skratka, avto seveda ni pocen, Megane ni več 20 jurjev, kaj je bil včasih, ne? No, poglej še malo, kaj Renault še drugega ponuja pod imenom Megane, a veš, da ne bomo pol kar tepli za njim takim splošnim šamarjem, čist nezasluženo. Ma pa tole testno vozilo, poglej, tole dodatno opremo, stisnem pauzo, če si želiš vse v miru pobrati in na konc pridemo na 51 030 evrov. Seveda obstajajo manj zmogljive variante, mečken slabše opremljeni avtomobili. In to je v osnovi to. E-Tech je celostno gledano, izključujoč, dajmo reči, ceno, zelo dober avtomobil, dejansko brez neke resnejše hibe. Uporaben, udoben, fajn zgleda, v bistvu je čisto odbit. Zdaj pa ta vrata zaprl, telefon bo dol padel, ki je že zdaj komi po koncu stoji in s tem se bo vlog zaključil. Prav, lepo se imejte. Ajde, čau.